Nada Žgur za čudovito petje in vodenje trenutno največjega zbora v Sloveniji. Drage družine, dragi otroci, spoštovane mame in stare mame, očetje in stari očetje, sinovi in hčere, dobrodošli in lepo pozdravljeni na velikem družinskem shodu za zaščito otrok in družin v Ljubljani pred Državnim zborom. Sem nas je pripeljala materinska in očetovska ljubezen, skrb in odgovornost za naše otroke in vnuke. Od vlade, poslanki poslancev pričakujemo, da nas bodo slišali. Mi vsi smo si vzeli čas, prišli smo iz vseh koncev Slovenije in pričakujemo, da nas bodo poslušali in slišali. In shod naj poteka strpno. Hvala za razumevanje. Spoštovani, veliko črnila oziroma sedaj v digitalni dobi digitalnih vsebin je bilo prelitih in deljenih na temo spoštovanja enakopravnosti, enakosti, pravic in demokracije. Toliko, da mnogi te pojme mešajo in jih nenamenoma, mnogi pa tudi namenoma napačno uporabljajo. Zato se ob tej priložnosti obračam na vse, ki dvomite, omahujete, kateri ne veste, kdo ima prav in kdo ne, kateri ne veste, kaj je prav in kaj ne, in tudi vas, kateri bi radi bili v koraku s časom in ne želite biti označeni za konzervativnega, pa ste še vedno v dvomih, ali ste na pravi poti, na pravi strani. Posebno pa želim nagovoriti vse verujoče. Vsi, ki ste krščeni, pa vam je cerkev tuja, se ne strinjate s cerkveno strukturo in predstavniki cerkve, priznavate in verjamete pa v Boga. Sveto pismo, kot Božja beseda, že v prvem poglavju piše, moškega in žensko je ustvaril. In na to takoj v naslednji vrstici beremo, in Bog jo je blagoslovil in Bog jima je rekel, bodita rodovitna in množita se, napolnita zemljo. To obliko so na to povzeli tudi vse civilne strukture in v svoje predpise vnesle zakon kot skupnost moža in žene in družino kot skupnost moža, žene in otrok. Ta oblika, ki je vedno predstavljala osnovno celico družbe, ki je bila osnova za obstanek družine, rodu, plemena, naroda in ne nazadnje tudi države, je obstala vse do sedaj. In kaj se sedaj dogaja pri nas in v razvitem svetu, predvsem v svetu s krščansko zgodovino? Določena manjšina ljudi se vidi kot neenako. Neenako sedaj, ko so jim bile priznane vse pravice in hočejo imeti tudi pravico do otrok, čeprav jih sami po naravi, ne zaradi bolezni ali težav s plodnostjo, ne morejo imeti. Spola ne definirajo samo spolni organi, ampak ti nastanejo pod vplivom spolnih hormonov in genov na teh kromosomih. Ti so pri moškem drugačni kot pri ženski in to je dejstvo. Vse ostalo je rezultat delovanja spolnih žlez in koncentracije ženskih in moških spolnih hormonov v telesu vsakega posameznika. Ti hormoni določajo izgled, geste in tudi razmišljanje posameznika. Toda tu si vsak posameznik večinoma že lahko pomaga. Sam, z močjo svojega uma in s pomočjo okolja. Res je, da so bili v zgodovini to ljudje, ki so, če so odstopali od norm takratne družbe, veliko pretrpeli ali bili celo umorjeni. To se žal v svetu dogaja še danes. Vendar pa danes vemo, da lahko človek s pomočjo svojega uma preseže napake ali pomanjkljivosti narave. Toda danes se soočamo s situacijo, ko se nekateri s pomočjo uma sami sebe prepričujejo v drugačen spol, kot je njegov fiziološki. Šli so še dlje,
Trdijo, da je spol stvar trenutnega počutja in da spola nista samo dva, ampak jih je več, veliko več. Včasih so naši bivši sodržavljani rekli 100 ljudi, 100 čudi, pa še premalo so rekli. Sedaj smo v situaciji, zaradi katere smo se danes zbrali. Ko imajo vse, hočejo še več, hočejo otroke. Ampak oni lahko pride do otrok. LGBTQIA+ nastopajo kot ena skupina. Zakaj se znotraj te skupine ne zmenijo za otroke? V tej skupini so ženski in moški. Ti imajo ženske in moške spolne celice. Pravijo, da so prijatelji, da se dobro razumejo. Imajo vse možnosti, da spočnejo otroka. In za pravno priznanje tega otroka ni nobenih ovir pri obstoječi zakonodaji. Ampak ne, oni nočejo tega. Oni hočejo naše otroke. In za to gre. Oni imajo svojo zvezo in lahko imajo svoje otroke. Ampak ne, oni hočejo našo zvezo in naše otroke. Ne samo hočejo, ampak jemljajo se jih. Starši dobro vemo, ko daš otrokoma enako igračo. Razlika je recimo samo v barvi. Ampak vedno je eden nezadovoljen. Rad bi imel igračo enako barve, kot jo ima drugi. To se ne bo samo končalo, če ne bomo odločno postavili meje. Potem bodo uveljavljali pravico dostopa v ženski WC, če bo na primer oseba s priveskom v tistem trenutku se počutila žensko. Vendar v imenu enakosti. Na to bodo zahtevali unisex WC. Na to nastopanje v ženskih selekcijah, kamar hočejo uničiti ženski šport, kar se tudi že dogaja v nekaterih državah. In na to ne vemo, kje je konec. Ironija pa je, da so v vseh moških WC-jih tudi školjke, enako kot v ženskih. Ampak ne, to ni enako, to je diskriminatorno, hočejo na isto školjko v ženski WC. Družba mora nastopiti in postaviti meje. Tako kot to naredijo modri starši pri svojih otrocih in otroci se na to razvijajo v družabne in socializirane, omikane osebe. Edino tako lahko družba preživi. Ne družina, ne službeni kolektiv, ne družba, ne država ne more uspevati, če eden vedno hoče več in več in ravna tisto, kar ima drugi. In ravno tisto, kar ima drugi. Hvala vsem, da ste tukaj. Hvala, ker pomagate ustvarjati solidarno, odgovorno in pravično družbo, kjer priznavamo in spoštujemo razlike in jih imamo neizmerno radi, tako kot se imata lahko le moški in ženska v vsej svoji različnosti. Hvala za povabilo. Lansko poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pokalnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse. 2-3 tedne bilo je tako. Moč življenja čutil sem samo. Misli se obrnejo. Prej pomembno, zdaj je butasto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom in hariraš vsak atom. Enkrat pa bom tam ostal, ko bom nekam se poslal in za zmeraj odpotoval. Obljubam zaprmej, pa še leta čakam zdaj, tam bom živel prej ali slej. Vsem je nam le čas vladar, vse pomeni nam le mož in denar. Finance, banke, gospodar, račune plača ni nam mar. Enkrat vprašaš se zakaj, sam si sebi policaj, pa želiš si tja nazaj. Hvala lepa za prihod, za vašo veliko število. To
več ni. Še sem sužen tebi požrešnosti, preden me infarkt dobi. In pri 40 položi na obalo, počem se, izključim sive celice, v topel pesek tam nogi. Enkrat pa bom tam ostal, ko bom nekam se poslal in za zmeraj odpotoval. To obljubim za prvej, pa če leta čakam zdaj, tam bom živel prej ali slej. Enkrat pa bom tam ostal, ko bom nekam se poslal in za zmeraj odpotoval. Obljubim za prvej, pa če leta čakam zdaj, tam bom živel prej ali slej. Hvala lepa! Hvala lepa, Vinko. Zazibal si nas v mir, ki si ga mame in očetje ob napornem tempu, stresu in naporih kdaj pa kdaj zaželimo. Hvala ti. Sedaj pa k besedi vabim Metko Zevnik, sovoditeljico Koalicije za otroke gre in predsednico Združenja starih staršev Slovenije. Pozdravljeni, dobri ljudje. Vidim množico dežnikov. Premikajo se, plešejo v dežju. In ljudje ste skriti pod njimi. Dežniki so vam priskrbeli majhen, varen košček pred siljivimi številnimi kapljami, ki hočejo prodreti do vas in vas obliti svojo snovjo. Danes so dežniki najlepši simbol našega shoda, poleg balonov seveda. Tak prostor zavetja in zaščite bodo potrebovali naši otroci in vnuki. Pa ne pred naravnim dežjem, pač pa pred zlorabo LGBT plus ideologije, ki bo imenu tako imenovane enakosti preplavila naše vrtce, naše šole in naš javni prostor. In varuh enakosti bo za naših milijon in več evrov bdel, da se bo to res zgodilo. Zakaj sem jaz danes tukaj? Ker je družina v mojem srcu. Zato sem se borila na 2 družinskih referendumih in se bom še na naslednjem. Pa ne sama, z vsemi vami in še mnogimi, ki jih zdaj ni tu. Tukaj veliko starih staršev. Prosim, Marele gor. In zakaj je tako veliko starih staršev tukaj? Ker so vnuki del našega srca. Družina pa je naše poslanstvo. V tej hiši, tamle, na moji desni, na vaši levi, ja, vidite, tako se enkrat desno in levo prepletata, sprejemajo spremembe družinskega zakonika. Omogočila bo posvojitev otrok v razmerja oseb LGBT plus, Q in A in še nekoliko črt z nešteto namišljenimi spoli in njihovimi poimenovanji. Posvojitve vnukov so po tem zakonu nedopustne. Poudarjam, kot je napisano v zakonu, nedopustne. Tako spremembo zakona je pripravil Luka Mesec, minister Levice. Kljub večinski zavrnitvi slovenskih volivcev na 3 referendumih. Odkot napad na več tisočletno tradicijo? Kje je to vzklilo? Kje je to zraslo? Sklilo in zraslo je v marksizmu.
V antropološki zmoti, kot je dejal dr. Anton Trstenjak, slovenski psiholog in duhovnik. Ampak stara levica s klasičnim marksizmom in za svojo družbeno-ekonomsko revolucijo je doživela globalni polom. Pa se je prelevila in vzniknila je nova levica, ter klasični marksizem zamenjala za moralno, kulturno ideologijo. Iz tovarn in kolhozov so se premaknili v šole, gledališča, tako imenovano kulturo in medije. Nova levica je napadla družino in moralo. Fotopub je kristalna slika in zrcalo te izrojene ideologije in nemorale. Zato potrebujejo denar iz naših davkov in zato potrebujejo oblast. In davke zdaj v tem trenutku višajo. Ni drugih virov, kot z delom prigaran davkoplačevalski denar in pa še potrošništvo. Stara in nova levica imata isti cilj: osvoboditev človeka, tokrat od morale in tradicionalnih življenjskih slogov, lahko tudi od svojega naravnega spola. Ta premik je skupen vsemu zahodnemu levičarstvu in pod političnim pritiskom levih vlad marsikje že globoko uveljavljen. Skrito je postalo očito. Glavne teme so liberalizacija splava, legalizacija mehkih drog, propagiranje tako imenovanih novih oblik družine, teorija spola, nova opredelitev zakonske zveze, enakost in radikalni feminizem. Korak za korakom tudi v Sloveniji. Zdaj v tem trenutku je na vrsti sprememba zakonske zveze in s tem na široko odprta vrata LGBTQIA+ ideologiji spola v vrtce in šole, tudi v zdravstvo in v našo govorico. Tako imenovani spolno nevtralni jezik pomeni prepoved poimenovanje mama, oče, ženska, moški in uradno uvedbo nadomestnih besed. Starš 1, starš 2, oseba 1, oseba 2. Ker vse drugo naj bi bila diskriminacija, famozna za vse in vsak trenutek prikladna beseda. V spremembi družinskega zakonika piše, da ne bo posledic, niti za socialno, niti za druga področja. To je laž. In minister Mesec kot predlagatelj to dobro ve. Minister je del in pogon nove levice v Sloveniji. Ko se starši v raznih državah začnejo upirati, so deležni državnega pritiska in kazni preko socialnih služb in šolskega sistema. Vprašajmo se, zakaj strah pred naravno trdno družino, zakaj se bojijo staršev, starih staršev, zakaj napadi na krščanstvo in kristjane? Zato, ker smo varuhi tradicije. Tradicijo pa se trudijo izbrisati in uničiti. In moramo ostati prav to, varuhi razuma in varuhi tradicije. Gre za bitko z virusom okuženih idej proti razumu. Moramo biti odločni in vztrajni za naše družine, za naše otroke in za naše vnuke. So resnice in zmote,
so tradicionalne in izmišljene vrednote. Velike resnice o spolu izhajajo iz človeške narave, so naravna danost. Zmote v spolu so plod ideologije. Prva velika resnica, naravna sta dva spola, moški in ženski. Druga velika resnica, moški in ženska skupaj podarita novo življenje. Tako se rodi nova ljubezen, mame in očeta, do otroka in otroka do njiju. In tako se po Božji volji ljubezen po svetu širi znova in znova, iz generacije v generacijo. Tretja velika resnica, vsak otrok ima samo eno mamo, enega očeta ter dve babici in dva dedka. In tako družino ter njeno ljubezen in skrb potrebuje za svojo pravo pot v odraslost otrok. Moški ne more postati mama in ženska ne oče. Zato bosta morala resnična mama in oče postati številki. Vsi starši bomo številke. Ampak tako kot vi, tudi jaz nočem biti številka. S tem nikogar ne diskriminiram. Sem ženska, mama, babica, oseba z lastno tradicijo in identiteto. To je moja človeška danost in ustavna pravica biti, kar sem. In to, kar sem rada. Tako je! Bravo! Tradicionalne vrednote imajo civilizacijsko vrednost in prednost. So hkrati tudi krščanske vrednote. Kristjani, bodimo ponosni na naše krščanske vrednote. Vrednote LGBTQ plus ideologije o spolu so pogubne. Moške in ženske, še posebej otroke, nagovarjajo od vrtca dalje, naj si sami izberejo svoj spol. Vse skrito očem staršev. Posledično, ko jih ujamejo v zanko, se v imenu osvoboditve človeka dogaja celo pohabljanje otrok s preprečevanjem razvoja spolnih organov ali odstranitvijo prsi in maternice dekletom, moškim pa njihovih spolnih organov. Očetje in mame, varujte svoje hčere in sinove pred zlom te ideologije. Družina je v vašem srcu in v srcu naroda. Zato, kot pravi sveti Frančišek Asiški, začni delati, kar je potrebno, potem, kar je možno, in kmalu boš delal, kar velja za nemogoče. Dežnik, ki ga imate tukaj, postavite doma na vidno mesto. Pogosto ga poglejte, da vas opomni. Moji otroci, moji vnuki potrebujejo zaščito. In nisem sam, mnogo nas je, skupaj zmoremo. Za Slovenijo, za družino v srcu naroda, za otroke gre, za vnuke gre. Aleš, pomagaj mi in povejmo vsi skupaj na glas. Za Slovenijo, za družino v srcu naroda, za otroke gre, za vnuke gre. Hvala vam, da ste tukaj in da smo skupaj. Hvala. Gospa Metka Zevnik, kot je rekla, mama, babica in pa ženska s trdno identiteto. Sedaj pa vabim po moje težko pričakovanega gosta oziroma voditelja Aleša Primca k besedi.
Jaz bi pa še prej povabil k besedi Uršo Cankar Soares. Imamo žensko, čudovito, karizmatično voditeljico in danes boste tudi slišali odlično pevko. Tako da bomo kar takole na suh, prav? Dajmo. Rastejo v strmi gori, bele planike tri, zanje vedole orli, rosa umiva jih. Šel bom goro, planike nabral in jih prinesel v dolino nazaj. Tri bile zvezde, troje oči, vsako za lep spomin. Prvo prinesem mami, stara in dlan drhti, drugo sestrici mladi, jutri se oboži. Šel bom goro, planike nabral in jih prinesel v dolino nazaj. Tri bile zvezde, troje oči, vsaka za lep spomin. Živela Slovenija! Drage prijateljice in prijatelji, Uršo Cankar Soares boste lahko sredi Ljubljane srečali zelo kmalu. In sicer v soboto 1. oktobra na pohodu za življenje. Vse vas lepo vabim, da se udeležite tudi tega pohoda. Zelo lepo bo. Če so petkovi kolesarji vsak teden prišli, bomo tudi mi dvakrat v enem tednu bomo. Vsaka mama v svojem srcu čuti in ve, da nosi življenje, da ni to skupek celic, da ni nekaj drugega. Ve, da je to njen otrok, da je to človek. In zato želimo z geslom enakopravnost se začne pred rojstvom na točno to opozoriti. Da mame vejo, da prav vejo in da se njihov otrok zasluži življenje. Zato pridite 1. oktobra ob 9:30 na Prešercu. Se vidimo. Hvala lepa. Čudovita, lepa, karizmatična Urša Cankar Soares, voditeljica pohoda za življenje. Drage mame, dragi očetje, še posebej lepo pozdravljeni najmlajši med nami otroci. Drage stare mame, dragi stari očetje, strici, tete, sinovi, hčere slovenskega naroda. Živeli mladi Slovenci! Z velikim veseljem in ponosom vam sporočam, da je to največji shod v zgodovini Slovenije za družine in za zaščito otrok. Če bi še tisti ljudje, naši dragi prijateljice in prijatelji, ki stojijo zadaj, stopili naprej, bi bil ta trg poln. Napovedovali so, dež bo. Dež je bil, mi pa smo tukaj. Zakaj smo tukaj? Zato, ker vemo, da smo tukaj. Zato, ker vemo, da imamo radi naše otroke. Ker vemo, da smo najbolj zadolženi in najbolj pristojni in najbolj odgovorni za to, da skrbimo za njihovo dobro in za njihovo varnost. Zato smo tukaj. A ima kdo od vas kaj proti komorkoli? Ne! A kdo slučajno koga sovraži? Ne! A slučajno kdo sovraži homoseksualce in lezbike? Ne! Poglejte, odgovor je bil 3-krat ne, pa nas vedno znova obtožujejo tega. Ne obtožujte nas, ne lažite. Mi ne sovražimo nikogar, mi smo ljudje ljubezni, mame in očetje smo ljudje ljubezni.
To ljubezen najprej, mame in očetje, še prej fantje in punce izkazujemo drug drugemu. Potem pa, zdaj vemo, kako to gre, pridejo otroci. In na otroke se razlije vsa ljubezen mame in očeta. In otroci nam to ljubezen vračajo. Včasih imamo sicer občutek, starši, da nam je ne vračajo, pa tudi otroci imajo včasih občutek, posebej v puberteti, da nismo najboljši. Ampak to so samo trenutna občutja. Globoko v srcu vedno vsi vemo, da se imamo neskončno in neizmerno radi in da pripadamo drug drugemu. Materinska in očetovska ljubezen je največja sila tega sveta. Nič ni močnejšega od mamine in očetove ljubezni do otroka. In prav čudno se mi zdi, kako tamle v parlamentu in tamle čez na vladi mislijo, da lahko porušijo to ljubezen. Ne morejo je. Materinska in očetovska ljubezen teče po naši krvi. Je vsejana v vsako celico naših teles. In je sestavni del našega duha. Drage prijateljice in prijatelji, 20 let se že borimo. 20 let je od prvega referenduma, že več kot 20 let, 2001 je bil. 20 let smo zmogli zadržati zlo škodovanja našim otrokom v Sloveniji. Čestitam vam za to, čestitam za 3 zmage na družinskih referendumih. To so bile 3 veličastne zmage, več kot 72%, skoraj 55% in 63% večina. 3 veličastne zmage. 3-krat smo mame in očetje povedali, radi imamo naše otroke. Otrok potrebuje mamo in očeta. Otrok si zasluži mamo in očeta, še več. Otrok si zasluži dobra, odlična mamo in očeta. In verjamem, da vsi, ki smo zdaj tukaj, se za to trudimo, a je tako? Žal smo samo ljudje in nam vedno ne uspe. To priznamo. Jaz verjamem, če bi kogarkoli od vas vprašal, ali je tvoja družina idealna, kaj bi rekli? Ne. Vsi bi rekli ni. Jasno. Zakaj? Ker imamo vsi v sebi ideal še boljše družine, kot je naša. In to je čudovito. Imamo vedno možnost, da se poboljšamo, a je tako? In kaj je najlepše v družini? Da si odpuščamo, da če en dan ga kaj polomimo, drugi dan imamo priložnost, ker si odpuščamo, da to popravimo. Družina je šola odpuščanja. Družina je šola skupnosti. Družina je šola različnosti med moškim in žensko. In to družino, to skupnost, to šolo, to resnično šolo življenja hočejo uničiti tamle v parlamentu in tamle čez v vladi. Ne bomo jim pustili. Zakaj jim ne bomo pustili? Zato, ker gre tukaj za naše otroke in vnuke. Slovenke in Slovenci smo pripravljeni marsikaj potrpeti. To smo v zgodovini že dokazali. Ampak ko gre za res, stopimo skupaj. In do sedaj smo še vedno stopili skupaj, ko je šlo za otroke in družine. In tako je tudi danes. Jaz verjamem, da vsi veste, zakaj gre pri spremembah družinskega zakonika. Zakaj verjamem, da veste? Zato, ker ste vsi, ki ste zdaj tukaj, še enkrat glasovali na referendumu proti temu. Zakon, ki ga sedaj predlaga Luka Mesec, tokrat kot minister, si predstavljate, Luka Mesec, minister za družino.
Mesec, minister za družino, je lisica v kurniku. Ali pa volk med jagnjeti. Luka Mesec ne bi smel nikoli biti minister za družino. In ta Luka Mesec, ki se je obdal samimi ljudmi, ki nimajo družine in ne razumejo, kaj družina sploh pomeni, se je odločil spreminjati temeljno družinsko zakonodajo in temeljne razmerja v družinah. A veste, kaj je rekel njegov državni sekretar, zakaj nima otrok? Najprej si jih nisva želela, potem nisva imela denarja in zdaj nimava časa. In ta človek skrbi za družinsko politiko v Sloveniji. Je to normalno? Nimaš časa za ustanoviti svojo družino, imaš pa čas za uničevati naše družine. V Golobovi koaliciji trdijo, da nočejo uvedbe spolne šolske vzgoje, ki vključuje spreminjanje spola in spolne usmerjenosti. Zdaj vam bom prebral, kako to izgleda, zato ker imajo učbenik že pripravljen. Tako da boste vedeli, kako to izgleda. To ni nobena teorija, učbenik je že pripravljen. In sedaj bom prebral, pogledajte, ta del tega učbenika. Takole piše v tem učbeniku: Ljubezen je ljubezen, ki si ga lahko ogledate na spletnih straneh. In mimogrede, za ta učbenik stranka Levica zahteva, da postane obvezen sestavni del učnega programa v šoli. Vas bom na koncu še enkrat vprašal, če mislite, da je to normalno, da bi bil to sestavni del učnega programa v šoli. Takole piše v tem učbeniku Ljubezen je ljubezen na 23. strani. Identiteto, vezano na spol, izražamo stavkom jaz sem to in to. Za hec lahko poskusite glasno ali pred ogledalom: jaz sem lezbika, jaz sem gej, jaz sem ženska, jaz sem moški, jaz nisem niti ženska, niti moški. Poslušajte naprej. Pomembno je, da si ne poskušate za vsako ceno predstavljati, kako je biti lezbika ali gej, če slučajno niste. Recimo tako, zdaj pa poslušajte kako. Da si v mislih predstavljate, da ste v ljubezenskem ali spolnem odnosu s svojo najboljšo prijateljico ali prijateljem. A si predstavljate v 6. razredu učenje otroka, da ni pravega spola in da ne si predstavlja, kako bo prišel do pravega spola na način, da ne si predstavlja sebe v spolnem odnosu s svojo najboljšo prijateljico ali prijateljem. A je to normalno? Luka Mesec zahteva, da je to obvezen sestavni del učnega programa. Ampak, kot rečeno, Golobova vlada pravi, da oni tega nočejo ustanoviti. Ampak, poslušajte, njihova poslanka pa objavi video na spletnih straneh, v katerem reče, da potem, ko bodo spremenili družinski zakonik, bodo nadaljevali z mehkimi vsebinami, naprimer izobraževanje. Poglejte, v družinskem zakoniku je stranka SDS dala vladi priložnost, da pokaže resnično zavezanost, da teh vsebin ne vključi v šolske programe. In sicer z predlogom spremembe tega zakona, s katerim bi to onemogočili. In veste, kaj so naredili? Vzvišeno in z nasmeški so ta predlog zavrnili.
Dale. Se pravi, ni res, da tega nočejo uvesti. To hočejo uvesti in so to dokazali z zavrnitvijo predloga SDS. A veste, kaj še prinaša ta družinski zakonik, ta sprememba družinskega zakonika? Da bodo lahko vse osebe, ki živijo v LGBT razmerjih, svobodno odločale o rojstvu otrok. Zdaj mi pa povejte, kako boste lahko dva moška ali pa dve ženske svobodno odločala o rojstvu otrok? Ja, ne morda. Dva moška lahko svobodno odločata samo o nakupu otroka. Ja, Se pravi, to določilo v resnici pomeni svobodno trgovino z otroki. ja, S tako je. temi spremembami družinskega zakonika otroci postajajo trgovsko blago. To je popolno razvrednotenje otrok. Pa še nekaj. Ko se je začela vojna v Ukrajini, ste lahko brali poročila, kaj se dogaja v Ukrajini. Ukrajina je bila država, v kateri je cvetela trgovina z otroki, kjer so tako imenovane nadomestne matere spočele, donosile, rodile in potem prodale svoje otroke. In potem, ko se je začela vojna, to ni bilo več mogoče in so kupce za te otroke iskali po celem svetu. A je to normalno? Bolano. Pa še nekaj, a si predstavljate, da vaša hčerka pride domov in reče: mama, dobila sem službo. Ja, kaj boš pa delala? Rojevala bom otroke in jih bom prodajala. Bolano. A si želimo živeti v takem svetu, ker bomo to možno dajali našim puncam? A si želimo živeti v svetu, kjer bodo ženske imele alternativo med revščino in prodajanjem svojih otrok? Lejte, jaz vidim, da je velika večina ljudi v Sloveniji proti vsemu temu. Zato se moramo med seboj povezati. Zato moramo poslankam in poslancem in pa vladi odločno in jasno sporočiti, da tako ne gre naprej. Tega zakona ne smejo sprejeti. Če bodo sprejeli ta zakon, napovedujemo, da bomo takoj začeli z referendumsko pobudo. Jaz vas že sedaj prosim, če bodo sprejeli zakon, bomo imeli samo 7 dni, da zberemo 2500 podpisov. Ko vas bomo naprosili, da oddaste podpis, naredite to takoj in ga pošljite na naslov, ki bo napisan na obrazcu. To je zelo pomembno, da naredite takoj, da izpolnimo ta 7-dnevni nujni zakonski rok. Teh prvih podpisov ne bo treba ovirjati še na upravnih enotah. Teh prvih 2500 podpisov, ki jih moramo zbrati v 7 dneh, lahko samo podpišete in pošljete. Sedaj pa imam še en predlog. Ker je tako velik shod, ga lahko razglasimo za družinsko skupščino, na kateri predlagam, da sprejmemo dva dokumenta. Prvi je zahteva poslankam in poslancem ter vladi Republike Slovenije. In druga zadeva je deklaracija za varnost otrok v vrtcih in šolah. Lejte, zdaj ploskat ne morete, ker imate dežnike. Loka vse. Mi smo si izmislili eno zadevo, da nam ne bodo lagali vedno, koliko nas je, da imamo odprto eno številko. In ko bom jaz prebral zahteve za vlado in deklaracijo, napišite samo da na številko, se pravi SMS na številko 030 200 123. Deklaracija za varno šolo. Prvič, vrtec in šola morata spoštovati vzgojo staršev, ne pa je rušiti. Šola mora omogočiti, da se otroci skladno in celostno izobražujejo in razvijajo vse svoje intelektualne, psihične in telesne potenciale. Tretja točka. V vrtcu in šoli se dečki in deklice vzgajajo za spoštljiv odnos do svojega in nasprotnega spola. Četrta točka. V šoli je prepovedano učenje o spreminjanju spola in spolne usmerjenosti.
In 5. točka, 2, 3. LGBTQIA+, aktivističnim organizacijam je prepovedan vstop v šolske prostore. Se pravi, če se strinjate z zahtevami vladi in če se strinjate z deklaracijo za varnost otrok v šolah, na številko 030 200 123 napišite da. Če se pa ne strinjate, pa napišite ne. Se pravi, drage prijateljice in prijatelji, zaključujemo prvi del našega shoda in gremo na drugi del. Drugi del pa je pohod. Zakaj pohoda nismo vnaprej najavili? Zato, ker nismo želeli, da bi nam kdo na poti delal težave. Tako da bomo sedaj z velikim veseljem simbolično obkrožili parlament in s tem pokazali, da je parlament državni zbor celotnega slovenskega ljudstva in ne elit in lobijev. Vsak otroček rabi mamo, rabi očka, tako pač je. Zdaj bo pa naj naš tehnik muzika, pa bomo še šli kar čez tole, pa ko bo refren zapojte, okej? Vse znate po moje. Kelly Family, zelo znana svetovna družinska. Ta shod je shod upanja. Ta shod je shod ljubezni. In ta ljubezen naj se razširi po vsej Sloveniji. V najlepši državi na svetu živimo. V najlepši. Žal pa je ta država talka diktature laži, ki se vidi tudi v poročanju o našem shodu. Si predstavljate, verjetno bo globa za tole, vse spoštujemo, ampak verjetno bo globa. A se spomnite, kaj je naredila vlada z protestniki, ki so 2 leti divjali in učevali po Ljubljani? Oprostila jih je vseh glob.
Ampak mi imamo pa globo že napovedano. A je to pravna država enaka za vse? To je rdeča banda. Ljudje še prihajajo, vsem iz srca hvala za vašo udeležbo. Jaz verjamem, da se je bilo mogoče malo težko odpraviti. Ni v naši naravi, da bi hodili na shode. Nekako moramo nekaj v sebi premagati, a je res? Tudi dež nas ni posebej stimuliral oziroma spodbujal, da bi šli. Ampak smo šli vseeno. Ampak veste, kaj sem pa prepričan? Da smo zdajle vsi veseli. In tega veselja se spomnite naslednjič, ko bomo povabljeni, da se ponovno udeležimo shoda. Vemo, da bomo veseli, vemo, da nas bo veliko. Zdaj pa, drage prijateljice in prijatelji, mnogi ste hodili pred sodišče, tisti, ki pa niste, pa začutite en del vzdušja, ki smo ga doživljali na sodišču ob vsakem koncu našega shoda. Za Slovenijo gre! Zapojmo domovini, zapojmo ji prav vsi, iz vseh slovenskih src naj pesem zazveni. Čas je za Slovenijo, domovino ljubljeno, pevce izpod Triglava, celi svet pozna. Zapojmo domovini, zapojmo ji prav vsi, iz vseh slovenskih src naj pesem zazveni. Svoboda Sloveniji! Pa ne taka pesme! Hvala lepa. Zdaj pa vas vse lepo vabim, da se mirno, kulturno, dostojanstveno razvidemo.